Slovenijo razburja posnetek 3 policistov v civilu, ki so na območju ljubljanskega Bežigrada obravnavali mlajšega moškega zaradi posedovanja prepovedane droge. Pri tem so uporabili prisilna sredstva, vprašanje pa je, če niso zlorabili svojih pooblastil. Tudi zato, ker si eden izmed policistov po koncu prerivanja ob steno podrgnil svojo roko in rano nato pokazal kolegu. Morebiti zato, da bi lahko zaradi poškodbe iztržil odškodnino. Uporaba prisilnih sredstev in celoten postopek sta trenutno že predmet odrejenega strokovnega nadzora. Poročilo o policijskem postopku pa je zahteval tudi notranji minister Boštjan Poklukar. Lana Hrstelj. Miluj! Policija! Takole so v ponedeljek dopoldan za Bežigradom policisti v civilu obravnavali 19-letnika, ki so ga osumili posedovanja prepovedane droge marihuane. Ki ima drogo? Ki ima drogo? Ki jo imaš? Ki jo imaš? Ki? Tule? Kopa prizadam. Na zadnjem posnetku, ki je nastal na koncu postopka, si eden od policistov, ki je predtem moškega zadrževal na tleh, drgne podlak desne roke ob rob zida, nato pa si pogleda roko, na kateri je vidna krvava odrgnina. Zakaj bi policist to storil, razen da je zadaj kakšen goljufiv način, se pravi način preslepitve bodisi prepričevanja, zakaj je bilo potrebno uporabiti prisilna sredstva, ker se naj bi ta oseba tako hudo upirala, celo policista telesno poškodovala, ali pa goljufiv način, da bi policist iz tega morda iztržil kakšno odškodnino. Če pogledamo pozorno, si tudi drugi policist zaviha rokav jakne, a se ob pregledu okolice obrne proč od stene. Prepričan sem, da sta to naredila izključno zaradi tega, ko bo stvar naprej v postopku, ko bo tam malo mogel odgovarjati, oni bodo od zavarovalnice iskali odškodnino za te poškodbe, tam malo bo pa terjan pol strani zavarovalnice. Na posnetek so se danes odzvali tudi na policiji in potrdili, da je uporaba prisilnih sredstev in celoten postopek že predmet strokovnega nadzora. Na posnetku vidimo enega od policistov, ki se, kot je videti, poškoduje sam sebe. Ali lahko karkoli o tem poveste? Takoj, ko smo zaznali posnetke na družabnih omrežjih, odredili strokovni nadzor, ki še vedno intenzivno poteka. Zaenkrat, tako kot sem povedal, je še preuranjeno, da bi delali kakršnekoli zaključke. Danes okoli 11. ure pa so Glavarjevo 12 zavzeli policaji. Kraj dogodka so zavarovali s policijskimi trakovi in pričeli s preučevanjem bioloških sledi. Glede na to pa, da sta ob tem dejstvu bila prisotna še 2 policista kriminalista, se pa lahko zaskrbljeno morda vprašamo, ali res to ni morebitna praksa vsaj te skupine policistov. Po naših informacijah je policist v vijoličasti jopici 24-letni Jaka Mihalič iz okolice Celja. Po objavljenem posnetku so se na spletu pojavili mnogi zapisi, kdo pravzaprav je Jaka. Enkrat sem ga videl, ko je bil na urgenci in sta enega pripeljala v Lisicah. Tip je nadut, da glava boli. Tisto značko je tako ponosno nosil, da je videla vsa urgenca. Vidiš ga, da je poln samega sebe. Poleg Jakove fotografije pa zdaj po spletu kroži fotografija še drugega policista, Aljaža Macele. Malo me tudi čudi, ker sem videl, da drug policist, ki ni sodeloval pri uporabi sile, je na 2krat gor pogledal na balkon. Pa tudi tole dretje je bilo tako narejeno. Moški, zoper katerega so policisti uporabili prisilna sredstva, so za čas postopka zadržali, nato pa izpustili. Pri njem so našli digitalno tehtnico in nekaj gramov marihuane. Zoper policistov pa do danes ni bil izveden še noben postopek.